Izredno veselje nam je, da danes gostimo našo mladenko, maturantko oziroma diplomantko srednje šole, škofijske srednje šole v Ljubljani, ki se odpravlja na študij v Prago, na Karlovo univerzo, ki ima tako dolgo tradicijo, da niti ne vemo, kako dolgo, 14. stoletja, smo rekli. In seveda si je izbrala našo dvorano za svojo maturitetno nalogo pri predmetu umetnostna zgodovina, kar je bilo za nas krasno, ker si res želimo, da v to dvorano pogleda še kdo na kakšen drug način, s kakšnim drugim pogledom, in jaz komaj čakam, kako nas bo Eliška, prav naglasiti? Ali Eliška? Nič, tega ni prav. Kako pa je prav? Kako je prav? Eliška. Bog se si. Eli. Škaler, kako nas bo zdaj nagovorila in nam povedala, kaj ona vidi, poleg vsega tega, kar smo jim povedali, da mora videti. Jaz pričakujem, da je marsikaj še drugega videla, tako da to je v bistvu naš 4. večer v nizu predstavitev diplomskih raziskovalnih nalog, ki so povezani z našim Posavjem. Gre za cikel, ki vključuje raziskovalce različnih zvrsti, vsaj en delček tega pa mora biti povezan tudi z našim območjem, se pravi od Radeč do meje, pa malo še levo in desno. Predvsem smo pa seveda veseli takšnih, ki se še posebej z velikim veseljem ukvarjajo z našim gradom oziroma tokrat z Viteško dvorano, pa predstavljam si, da je mogoče res najboljše, da ji predam to besedo in da nas popelje tako, kot se je to za danes zadala, mi bomo pa potem že na koncu komentirali. Meni bo malo težko, da ne bom vmes, da se bom potrudila, Se bom potrudila, da malo poležikana. Vse dobrodošlo, kakšen koli komentar, če boste imeli kakšno misel, vtis, kar povejte. Ja, ker predvsem po elektronski pošti je pošiljala nemogoče vprašanje, tako da upam, da je na marsikaj znala sama si odgovoriti. Bo pa že sama povedala, kako in kaj. Tako, evo. Najlepša hvala za tak lep uvod. Vas vse tukaj še enkrat lepo pozdravljam. Če niste obsejani s soncem, pa ste vsaj z nasmehi, kot vidim večino. Vesela sem, da vam bom tudi predstavila to Viteško dvorano na malo drugačen, bolj likovni način, ker kot vas večino poznam, se večinoma srečamo v Viteški dvorani ob koncertu, ob kakšnem koncertu, recimo Solzic vsako leto maja. No, zdaj pa še na malo bolj likovni način. Za začetek bom na kratko še predstavila zgodovino gradu. Namreč nahajamo se v mestu Brežice in če ste bili pozorni, ko ste prihajali do glavnega vhoda, ste opazili, da se sprehajate po res starih ulicah. Namreč mesto Brežice in njegov grad sta bila prvič v zapisnih virih omenjena že v začetkom 13. stoletja. Torej, grad, ta stavba sega globoko v zgodovino. In ker je stal ne samo ob sotočju dveh rek, Krka in Sava, ampak tudi na križpotju mnogih zgodovinskih gibanj, se je njegova podoba ves čas preoblikovala in spreminjala. Po 13. stoletju, ko ima ta grad vlogo predvsem za obrambne namene, pa tudi upravne, tu je namreč sedež kovačnice denarja, potem je tu sedež sodišča, pa tudi oborožena posadka, prevzame tam v 15. stoletju, ko je mnogo turških upadov, ta grad predvsem obrambno vlogo. In takrat grad ves čas dograjujejo, prenavljajo, prestavljajo in tako dalje. In to stremljenje k gradnji doseže svoj usodni neuspeh leta 1515, ko se v Sloveniji dogaja največji vseslovenski kmečki upor. Takrat 9000 puntarjev pride sem, grad požge skoraj v celoti in obglavi njegove lastnike. No in potem po še enem požaru se tedanji lastnik, to je nemško-rimski cesar Ferdinand, odloči, da bo grad dal ponovno postaviti. In torej zdaj stojimo pred ugotovitvijo, da pravzaprav tale stavba ni srednjeveška, ampak večinsko izhaja iz 16. stoletju. No in kot vemo,
16. stoletje ni več srednji vek. Takrat je v Italiji se že zdavnaj razsvetla renesansa. Torej ima ta grad tudi nekatere renesančne prvine, vendar pa bi sama rekla, da je to še vedno nekakšna renesančna utrpa. Zdaj žal je nad nami ta novo postavljena streha za večji mir med nastopanjem, če so kakšne deževne spremembe. Drugače pa bi videli štirikotno dvorišče, ki je pravzaprav temelji na tem renesančnem stremljenju po središčni zasnovi stavb. To pomeni, da se cel prostor, vsi krajni deli gradu približno enako oddaljujejo od njegovega središča. To je renesančno. Potem imamo še druge renesančne prvine, recimo nad okni, ki žal zdaj niso vidne, če bi šli malo bolj na vašo levo, bi zagledali takšne trikotne polkrožne zatrepe. Ti so izredno značilni za renesančne palače, to vidite recimo v Firence. Potem pa imamo še prvi primer na Slovenskem, to je izredno pomembno za nas Posavce, ko so stebrni nosilci nadstropji med seboj raznoliki. Kaj to pravzaprav sploh pomeni? Če pogledamo, v kakšnih redih so narejeni stebri, vidimo, da so v pritličju to slopi, torej kvadratni stebri, potem ostali dve nadstropji pa so majhni toskanski stebriči. Torej, diferenciran stebrni red, prvi na Slovenskem, in to je ena tudi od renesančnih značilnosti. Ima pa ta stavba še vedno veliko srednjega veka v sebi, s temi masivnimi stenami, pa tudi 4 obrambnimi stolpi, saj je bila ravno na meji, kjer je bila vojna krajina in je služila kot zaledje pred turškimi upadi. No, zdaj pa predlagam, da se preselimo v novo obdobje. In sicer kaj po stopnicah, skozi let, baročen, upodobitve, te motivi, ki so na sončnih urah, pa so pravzaprav nerazpoznani in lahko pustite prosto pod svoje domišljije. Le, kaj bi to bilo? Morda zemeljski globus, na tisti dopoldanski, na popoldanski pa sklepajo strokovnjaki, da je morda upodobitev grškega boga vina Dioniza. Vendar je vprašanje ostaja odprto. Tako, zdaj pa tudi dobro vidite te polkrožne zatrepe in trikotne nad okni, ki so tipično renesančni. Zdaj pa, preden bomo vstopili na vzhodni del grajskega dela, v Viteško dvorano, še povem malce o njenem naročniku. Kako je sploh nastala naša Viteška dvorana? Namreč tam v drugi polovici 17. stoletja pride sem družina Atemsov. Ignacij Marija Atems je glaven naročnik, ki da postaviti to dvorano. Zdaj, mogoče ste se nekateri zataknili ob njegovem srednjem imenu. Zakaj bi imel moški ime ženskega spola vmes, Ignacij Marija Atems? Rojen je bil namreč 15. avgusta, ko je Marino v nebo vzeti, tudi to ime. In še ena zanimivost, ker je bil rojen leta 1652 in smo leta 2022, ima letos 370. obletnico svoje smrti, ker je pa umrl tudi, ima v enici dvojka, torej 1732, ni pomemben podatek, ima obletnico tudi svoje smrti, no, to je tako kot zanimivost. Takole, sedaj ste vstopili v Viteško dvorano gradu Brežice, v slavnostno dvorano. Šele pred nekaj desetletji nazaj, ali celo samo eno, je bila preimenovana nazaj v Viteško, ker se je preimenovala zgolj slavnostna. Viteška so jo nazaj preimenovali zato, ker so ji tako rekli njeni lastniki, Viteška dvorana. Ampak, kot vemo, v času baroka več ni vitezov tu naokoli, ampak verjetno so se radi ob tej grajski stavbi spominjali tistih obdobij prej. No, kot vidite, je pred vami v celoti pofreskan prostor. Niti kanček zidu, stene, stropa ni gol, ni brez barve. Vse je narejeno v tehniki freske. Da vam malce približam to tehniko. Že sama beseda freska izhaja iz italijanske besede, ki pomeni sveže. In to zato, ker kadar se dela fresko, se slika na svež omet. Najprej se nariše skico, doda barvo in potem zaključi z detajli
detajli. Ta omet pa se hitro posuši, zato je potrebno imeti hitro, spretno in mojstersko roko, da narediš vse prav čas. In kot vidimo, je tukajšnji slikar obvladal to tehniko. Fresko pa je uporabil tudi zato, verjetno zato, ker daje vtis neke celostne umetnine, kar je zelo značilno za obdobje baroka, saj barok nas želi vedno preplaviti, čustveno preplaviti, prevzeti, imeti nek scenografski, teatralni učinek. Zdaj se lahko pomaknemo kar malce naprej in če pogledate gor strop, lahko tudi opazite, da se vam naredi neka iluzija odpiranja gor v višave, v nebo. To je tudi ena baročna značilnost. Iluzionizem se temu reče. Slikar namreč želi z raznimi elementi, motivi, kot so krilata bitja, oblaki, kakšni arhitekturni zaključki, narediti iluzijo prostora. Kar je tudi zelo značilno za cerkve, tam pa ni le iluzija odpiranja v nebo, ampak celo še nekaj bolj vzvišenega, večinoma neko nebovzetje in odpiranje gor v nebesa. Zdaj pa, če se premaknete še malo bolj naprej, prosim. V svoji seminarski nalogi sem dvorano, kar se tiče zgodb, ki so prikazane na njenih stenah, razdelila na 3 dele. In sicer na zgodbe, ki so prikazane pravzaprav na motive, ki so prikazani na stenah, potem imamo strop z alegorijami znanosti in umetnosti in nazadnje še ta horizontalni prehod iz stene v strop, ki prikazuje zgodbe iz Ovidijevih metamorfoz. Začeli bomo kar pri najbolj zanimivem delu. In tudi za vas predvidevam, da so te najbolj slikoviti, raznorazni prizori na tej podolgovati horizontali na prehodu iz stene v strop, na tem obokanem delu. In najprej bom še razložila, od kod sploh te zgodbe, da boste imeli malce konteksta. V obdobju baroka so bile izjemno popularne Ovidijeve metamorfoze. To je rimska pesnitev iz 1. stoletja našega štetja. Njen avtor je Ovidij in tam razlaga nastanek človeštva, nastanek sveta in razne moralne druge zgodbe. In nekatere od njih, tiste najbolj izstopajoče, so uprizorjene ravno v teh freskah. Hkrati pa je 4-kotna oblika dvorane tu zelo priročna, saj te zgodbe razdelil na 4 dele in to 4 elemente: voda, zrak, ogenj in zemlja. Ta štiriška simbolika pa ni značilna samo za barok. Imeli so jo že stari Grki. Stari Grki so verjeli, da je naš svet postavljen na četvernem redu, da vse temelji na številki 4. Če seštejemo prve 4 številke naravnih števil, 1, 2, 3, 4, dobimo 10 in ta številka je simbol neke božanskosti, popolnosti. In torej pri starih Grkih že opazite, kako so poudarjali 4-letne čase, potem tudi Vivaldi, naprimer, se spomnite te lepe skladbe, potem imamo 4 smeri neba, sever, jug, vzhod, zahod, imamo 4 temperamente, sangvinik, melanholik, flegmatik, kolerik in tako dalje. In ta štiriška simbolika potem preide tudi v krščansko ikonografijo, to je tudi zanimivo. Imamo 4 evangeliste, 4 cerkvene očete, 4 preroke, 4 reke življenja in še bi lahko naštevala. Želim poudariti, kako spretno sta naročnik in slikar razdelila motive v 4 elemente. Začela pa bom pri razlagi vode, saj je voda že od nekdaj predstavljala rojstvo, novo življenje. Že pri starih kristjanih vidimo, da so krstili tako, da so človeka potopili v vodo in s tem prikazali neko novo rojstvo. Začnemo pri prizoru, poglejte, zdaj pa lasek dela,
Super. Prizoru s Pozejdonom, grškim bogom voda, rek, morij, potokov. Ob sebi ima svojo ženo Amfitrito, s katerim sta imela otroka Tritona, ki se je večkrat pomnožil. Zato vidimo na levi strani, tam zdaj delajo restauracijo, no, ampak še levo od Pozejdona so 3 moške figure z ribjimi repi. In to naj bi bil Triton, njun sin, večkrat pomnožen. Potem naprej vidimo Pozejdonove konje, to je eden njegovih glavnih atributov, saj naj bi jih ustvaril. Pred njimi pa je ena ženska figura s svetlimi lasmi, s hrbtom obrnjena proti nam. To naj bi bila morska vila, tem se reče tudi Nereide, in imenovala naj bi se Galateja. Njeno ime izvira iz grške besede galaktos, ki pomeni mlečno bel. Od tu tudi poimenovanje galaksija ali rimska cesta, kot ji drugače rečemo tudi mlečna steza. No, to je kot zanimivost. Galateja pa nas povezuje z naslednjim prizorom, saj naj bi v njo bil zaljubljen ta velikanski kiklop Polifem, najbolj slovit od kiklopov, ki ga poznamo kot ena od glavnih ovir na Odisejevih potovanjih. No in tu v tem prizoru si lajša svojo neuslišano ljubezen z igranjem na trstenko. In ta Movid pravi, da je takrat vse hribovje odmevalo in žvižg trstenke in pesem in valovje je odmevalo. Zdaj pa, če se premaknemo naprej k naslednjemu prizoru, vam bo verjetno že malce bolj znan, morda koga spomni na Williama Shakespearea. William Shakespeare je bil tudi navdihnjen pri starih Grkih in Rimljanih. Namreč za svojo tragedijo Romeo in Julija je vzel Ovidijevo zgodbo. Pravzaprav je nadel le drugo ime. Priam in Tizba sta v Ovidijevih zgodbah ljubimca s prepovedano ljubeznijo, iz 2 nasprotujočih družin. In v tem prizoru vidimo že Tizbo, kako je prišla na prizorišče, zagledala mrtvega ljubimca, ki je bil prepričan, da je ona že mrtva, in se zabodla z mečem ter tragično umrla. Zdaj pa nadaljujemo kar k naslednjemu prizoru s temi mračnimi valovi. To je pravzaprav že kar repertoarna tema, repertoarni motiv. Evropa na biku. Bik je pravzaprav poglavar, gore Olimp pri Grkih, ki se rad spreminja, preobraža v razne živali, da potem ugrabi mladenke. Tu v tem primeru se je spremenil v bika, da bi ugrabil princeso Evropo in jo potem preko morja prenesel na novo celino, ki je danes tudi po tej princesi poimenovana Evropa. No, ta element vode, kot sem vam zdaj razlagala, se zaključi s temi mladenkami, prijateljicami Evrope, ki tožijo za njo. Zdaj pa se bomo prestavili na eden naslednji prizor, ki upodablja element zrak. No, tukaj pred nami vidimo mladeniča in mladenko na zlati kočiji. To sta grški bog Apolon, bog lepote, tudi zdravilstva, poezije, znanja in tako dalje, prerokovanja, ter grška boginja jutranja zarja, Aurora ali po grško Eos, ki drvita mračnim oblakom naproti. Sam napis na mašin, ki drži Apolon, ki zdaj bolj slabo viden, pravi Citius ventoset nubila pelit, kar pomeni hitreje prežene oblake in vetrove in napoveduje, da bosta pregnala te oblake pred njima. Spredaj pa zagledamo še boga
zahodnega vetra, ne Boga, samo zahodni veter Zefir, ki jim piha v pozdrav. Spodaj pa se mi zdi zanimivo še videti te raznovrstne ptice, ki me osebno spomnijo na starokrščanske mozaike, kjer s to raznovrstnostjo želijo sporočiti, da to raznovrstnost vernikov, ki je v harmoničnosti tudi potem najbolj zdrava skupnost. No, ampak ta prizor zraka naj bi si naročnik Atem zdal postaviti, ko je postal član notranje avstrijskega sveta, ki se je takrat prizadeval za mir. No, na nasprotni strani zraka pa vidimo prizor ognja. Nad njim se dviga en grb s takšno zeleno živaljo, za katero večina misli, da je zmaj, v resnici naj bi bil le črv, ki bruha ogenj, saj je bil priimek prve Atemsove žene, naročnikove žene, Wurmbrand, der Brand pomeni ogenj, Wurm pa je črv. No in to je njihov družinski grb. Pod njim pa logično, da je potem tudi uprizorjen element ognja. To je grški bog Hefajst ali po rimsko Vulkan v svoji kovačnici z dvema pomočnikoma, ko ustvarjajo strelo za poglavarja Zeusa. Zdaj pa se prestavimo še k zadnji tej horizontalni črti upodobitev, ki ponazarja element zemljo. Za zemljo sem se odločila, da bom zaključila s tem elementom zato, ker, kot pravi Emil Adamič v eni svojih skladb, ta črna zemlja bo pa postelj moja. Zemlja je pravzaprav nek zaključek in to, kjer se potem vsi zberemo. In je logično, da vzamemo za to tudi zemljo, kot pri razlagi, mislim, in kot začetni prizor grškega boga smrti in hkrati nekega prerojenja, to je bog Dionis, tudi bog vina, gledališča, iz plesov na čast njemu, iz praznovanj na čast Dionizov izvira drama, tragedija in vse gledališče. Grški bog Dionis je tukaj upodobljen s svojimi značilnimi atributi, to so vinska trta, leopardja koža, vino, lovorjeva vejca, bršljan in v spremstvu satirov in menat, to so njegovi zvesti spremljevalci. V naslednjem prizoru je zopet upodobljen Dionis, vidite ga kukati iza drevesa, vendar je tukaj v ospredju princesa Ariadna. Da vam na kratko povem njeno zgodbo, Ariadna je bila hči minojskega kralja in je pomagala grškemu junaku Tezeju, da je zbežal iz tamkajšnjega labirinta pred Minotaurom, to je bil minojski bik. Tako je vzela rdečo nit in mu tako nakazala pot. Potem pa, ko sta se skupaj napotila v Atene, je zaspala na vmesni postaji na enem otoku in tam jo je Tezej zapustil. Zbudil pa jo je Dionis, ki se je potem tudi z njo poročil in ji kot poročno darilo dal krono, podaril krono 7 diamanti. To pa je zanimivo zato, ker danes obstaja dejansko zvezdje, ki se imenuje Corona Borealis in pomeni severna krona in je poimenovan po tem njenem poročnem darilu. V naslednjem prizoru vidimo tako moške kot malo maskulinizirane ženske obraze, ki tudi praznujejo bakanalije, torej Dionizov praznik. In zanimivost je ta, da so v teh praznovanjih bili udeleženi vsi sloji, tako najpomembnejši, kot tudi najbolj običajni ljudje. So pa potekali tudi v času Rima, v času starih Rimljanov, vendar pa so bile potem, mislim, da leta 189 prepovedane, ker so povzročale preveliko razuzdanost. Saj so se opijali z vinom, ker so verjeli, da je vino zaradi svoje rdeče barve Dionizova kri, s katero bojo prišli do zaželenega zamaknjenja, do ekstaze. To je bil glavni namen in vloga boga Dioniza, da ne pozabim. No, zemeljske prizore pa bom zaključila še s hitro razlago prizora, ki pa je kot edini
prizor, ki ne temelji na literarni podlagi antično-mitološke snovi. Namreč zadnjič vidimo viteza Rinalda, moško figuro, oblečeno v viteško opremo, ter dve ženski v drugem poleg njega. Po nekih teorijah naj bi bil to bog Ares svojo ljubimko Afrodito ali Venero, vmes pa harmonija, ki usklajuje to njuno ljubezen, vendar zadnja leta med stroko prevlada bolj teorija, da je literarna podlaga za to pozno renesančna pesnitev Torkata Tassa, ki je napisal Osvobojeni Jeruzalem in v 18. spevu naj bi krščanski vitez Rinaldo, ki se vrača iz križarske vojne, se zaustavil v gozdu in tam naj bi se mu prikazal in ga omamil privid mohamedske princese. In tako se tudi zaključi ta spev, ter tudi razlaga teh Ovidijevih metamorfoz. Zdaj pa se bomo iz tega zemeljskega, kjer sem zaključila, začasnega, ozrli gor na strop, kjer so pa personifikacije znanosti in umetnosti, zaključi pa se z odlikami, personifikacijami odlik Atemsovega roda, njegove družine. Bom zelo kratka. Na začetku vidimo, piše na tem svežnju rokopisov La Poésie, to je muza poezije, epske poezije. Potem gremo naprej, je muza glasbe, to takoj prepoznamo po teh raznolikih glasbilih in orglah kot glavnem inštrumentu. Potem nadaljujemo pri geometriji s tem šestilom pa geometričnim pripomočkom. Nadaljujemo pri alegoriji kiparstva, to je sklop figur, ki se ukvarjajo s kipi iz raznih obdobij, naprimer tukaj imamo relief, pa imamo rimsko busto, pa tudi en renesančen celopostavni portret, upodobitev. No, naprej pa imamo muzo Uranijo. Ta je bila odgovorna v Grčiji za astronomijo, astrologijo, nasploh za znanost in tudi tukaj vidimo, da je zazrta v nebo. No, potem tukaj na sredi je prizor, ki upodablja slikarsko umetnost. Kot vidimo, se ukvarjajo z različnimi tehnikami slikarstva in vse to so seveda sklopi figur, ki slavijo to rodbino Atems. Potem pa imamo na desni tri moške figure, kontemplativno zagledane nekam, ne vemo kam, ali pa globoko v branju knjige, ti ponazarjajo filozofijo. Osrednja moška figura pa je zazrta gor k eni ženski. Zdaj, do nedavnega sem bila prepričana, da ta ženska figura predstavlja zdravilstvo zaradi njenega žezla. Vendar sem danes prebrala, da obstajata dve zelo podobni žezli. Eno ima dve kačici, eno pa ima eno kačico in Zdravniška zbornica Slovenije ima recimo zgolj eno kačico na tem žezlu in to žezlo predstavlja zdravilstvo, Asklepija, to je grški bog zdravilstva. Če ima pa žezlo dve kačici, pa to predstavlja grškega boga sela, komunikacije in trgovstva, Hermesa, Merkurja, za katerega je bilo značilno, da je v roki imel tudi to žezlo in je to verjetno pravzaprav personifikacija retorike, kar bi se tudi bolj skladalo z Atemsi, saj se niso precej ukvarjali z medicino, bolj kot je očitno, povsem očitno z umetnostjo in torej tudi retoriko. Zaključili pa bomo z največjim sklopom figur, tako da predlagam, da se premaknemo še malo bolj naprej. No in zdaj smo se znašli sama sem se znašla pod personifikacijo
boginje sreče ali pa usode, fortune, ki ima v roki drži rok izobilja. S tem so seveda Atemsi želeli povedati tudi nekaj o sebi. Obkrožajo jo pa razne zanimive figure. Naj izpostavim na moji levi je ženska figura s tehtnico in nojem. Ta predstavlja justicijo, pravičnost. Tehnica je zelo očitna, noj pa zato, ker smo si ljudje njegovo zakopavanje glave pod pesek razložili kot nek simbol nepristranskosti. Potem pa še zgoraj nad njim je bog Kronos, ki je požiral svoje otroke. Morda kdo pozna ta izraz Kronos, pomeni čas in nam spregovori o minljivosti, saj čas je tisti, ki nas vedno prehiti, zajame. No, tako pa bi morda še le zaključila to predstavitev z eno razlago te moške figure na vaši desni. Do nedavnega je namreč bil ta celopostavni portret neznan. Čeprav se večini obiskovalcev pogled ustavi ravno na njem. In ta se je ustavil tudi doktorju Milčku Komelju, akademiku, umetnostnemu zgodovinarju, ki se mu je utrnila naslednja pesem. Neznani slikar, Hefajst krajine ptice Galateja, plesalke s čimbalami Polifem, umetnost zračna, ki srce odžeja, a pod njo mladi avtor davno nem. Izpod lasulje se v skrivnost zapeto smehlja skozi oddaljen mrtvi čas in živ ostaja kot pobarvan glas, ki ga ovid poslal je čez paleto. No, zdaj lahko pa z veseljem povem, da ta moška figura več ni neznani slikar, kot je pravil doktor Komelj, ampak je Frančišek Karel Remb iz Radovljice. Frančišek Karel Remb je bil že zgodaj oplemeniten z dobrimi geni in pomočjo očeta, s katerim je že od otroštva slikal, in to je prepoznal tudi tukajšnji naročnik, grof Atems, ki ga je poslal na študij v Rim. Tam je Frančišek Karel Remb videl tudi eno palačo, palača Barberini, ki ga je zelo navdihnila za tole poslikavo. In naj povem, da so nekateri prizori, ko sem gledala primerjavo fotografije tiste palače in tukajšnjo, dejansko skoraj enaki. Naprimer, prizor s Hefajstom, z Dionizom in Ariadno se po postavitvi figur skoraj ne razlikujejo. Torej, kar veliko navdiha iz Rima. Takole, zdaj pa samo še zaključim svojo predstavitev s tem, da povem, da je potem leta 1949 bil celoten brežiški grad podržavljen in od takrat naprej se tu nahajajo prostori Posavskega muzeja Brežice, kjer so razsežne razstave o življenju tako materialnem kot duhovnem nas Posavcev. Tako da predlagam, da kdaj naslednjič tudi to malce raziščete. Sicer pa se dvorana uporablja še vedno v iste namene, v praznovanje, za posebne dogodke, za razne koncerte in tem nastopajočim, da zaključim malce bolj poetično vedno potem nad glavo, nad njihovim igranjem, privablja zlate koščke svoje sreče, tale fortuna gor na stropu. Zdaj upam, da ste kaj odnesli od moje predstavitve, da se je kaj utrnilo v spomin in vam želim lep večer še naprej. Hvala res iskreno vsem, ki ste prišli. Posebej pa še hvala moji mentorici, gospe profesorici Bernardi Stenovec, ki je prišla iz Kranja. No in tako bi zaključila tale večer. Hvala.